Naša kmetija Karlovček se nahaja v Šentjerneju. Mi smo Dolenjci, smo locirani med Novim mestom in pa Kostanjevica. Smo pa pretežno sadjarji in vinogradniki. Se pravi, imamo posejanih trajnih nasadov, nekje vse v kompletu okoli 50 hektarjev. Del naše kmetije je pa tudi poljedelstvo oziroma tudi nekaj malega živinoreje in od tega tudi izhaja, da smo tukaj gor na Gorjancih, da imamo tukaj v obdelavi tele košenice. Kar se tiče Nature 2000, imamo že nasad visokodebelnih jablan že doma na kmetiji, ki je že star še od pokojnega strica. Njega tudi vzdržujemo, obnavljamo drevesa in pa dosajamo seveda tista, kjer so pač izumrla. Ravno tako tukaj na Gorjancih je en manjši nasad visokodebelni, katerega tudi obnavljamo, kot se vidi za menoj, tudi nekaj dreves je mlajših, so pa tudi že starejša drevesa, te pa pač samo obrežemo, tako da pač vzdržujemo lepo krošnje in pa tudi veje nosilci so lepo obnovljeni. Ni se prav, v njih nič ne gnojimo, tudi kar se tiče same zaščite, samo pač tisto čisto osnovna zaščita, mogoče na začetku leta, potem še tekom sezone. Kar se tiče travnikov spodaj, vsako leto jih prebranamo, prečešemo, zato pač da malo prevzdignemo to travno rušo, da pač pride zrak bolje do korenin in pa potem tukaj na Gorjancih kosimo samo enkrat na leto. Dol se pravi na ravninskem nasadu travniškem, tam pa kosimo pa dvakrat na leto. To karmo, ki jo pokosimo, in potem tudi posušimo v seno oziroma tudi v suho otavo in pa s tem potem krmimo naše živali. Naprej imamo pa tudi še košenice, tiste so pa travniki, to imamo pa tudi smo v kopo pokrepih v temle v habitatu, tako da smo tudi v izbirnem ukrepu, da kosimo samo, se pravi, enkrat na leto in pa od 5 do 10% površin puščamo zatravljenih, glih z namenom, da se na tem delu lahko razvijajo žuželke oziroma da je to prostor oziroma domovanje za neke predatorje, za neke koristne organizme. Tle na tem, to so travniki vse pač z nekimi nagibi, v travnikih je polno nekih večjih kamnov, skal, ki pač pridejo stavim, se jih praktično ne da odmakniti, tako da je košnja relativno zahtevna. Poleg tega pač je tudi prepovedano gnojanje z mineralnimi gnojili, zato pač tudi to ne gnojimo in je potem tudi prirast trave je relativno slab, odvisno sicer od leta. Če je mokro leto, potem trave dosti raste, če ne, da je suša, potem seveda tudi ta prirast veliko manjši. Jabke, ki zrastejo na tem področju, jih oberemo oziroma poberemo posebej in z njih potem naredimo tudi sok. Namreč na kmetiji imamo tudi predelavo sadja v različne sokove in nesrečna so bila 2 leta nazaj oziroma 2 sezone, ker je bil mraz, tako tukaj na Gorjancih kot dol v dolini, v Šentjerneju, tako da tega pridelka praktično ni. Letos pa seveda pričakujemo in upamo, da bo tega pridelka kar nekaj, tako da bomo lahko spet ponovno naredili tak dober jabolčni sok. Naše izdelke prodajamo največ na naši kmetiji, imamo tudi lastno trgovinco, kjer prodajamo jabolka tako konzumna, se pravi prvoklasna, kot tudi potem tretjeklasna za predelavo, tako da ljudje lahko pridejo k nam in si jabolka naberejo. Potem prodajamo naše sokove, kis, delamo tudi olja, bučno in pa sončnično, ter pa vina. Imamo kar nekaj različnih vin, tako mirnih kot penečih, gaziranih, tako da imamo kar zelo tak širok asortiman izdelkov.